Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je na novinarski konferenci v petek 20. junija predstavil ključne sklepe in razprave 17. seje občinskega sveta. Med osrednjimi temami je bila potrditev DIP-a o izgradnji nove avtobusne postaje v Slovenski Bistrici. Zdaj ta projekt je celoti pravzaprav pripravljen, ne? Je pa res, da je v tem času bil objavljen razpis Ministrstva za infrastrukturo za trajnostno mobilnost in mi bomo s tem projektom poskušali pridobiti tudi dodatna sredstva iz tega naslova, ne. Zdaj sami veste, ne, da približno okvirna vrednost celotnega projekta je tam 2,5 milijona evrov, 80% je tisti maksimum, ki bi ga lahko iz tega naslova dobili. Upam, da bomo pač uspeli na razpisu in jaz eno ocenjujem, no, da če je kaj trajnostna mobilnost, potem je seveda povezano z trajnostnim prometom, pa javnim prometom, avtobusna postaja sigurno tak element, ne. Zdaj, lokacija je ostala ista, ne, avtobusna postaja se prenavlja v smislu trenutnih, bom rekel, trendov na tem področju, ne. Vemo, da to zelo močno posega digitalizacija in vse ostalo, ne, tako da za to vrstne potrebe. Gre za to, da bo tu poskrbljeno za postajališča, da bo poskrbljeno za prostore za čakanje. Zdaj, stvari so predvidene v steklenem pač aranžmaju, tudi nov sanitarije bomo še ene javne tule pripeljali, pa potrebni prostori eventualno strani prevoznikov, ne. Ampak to je, mi smo v tem smislu komuniciramo z prevozniki. Veste, da ima pri nas Arriva, je tista, ki ima, ne, zdaj, če bojo izrazili pač to potrebo, bomo jim to nudili, ne. Je pa cel projekt tako zasnovan, da je možna znotraj tega v bistvu ves čas dograditev, ne, recimo nekih prostorov, ne. Osnovne čakalnice so pa predvidene in ob tem je pa sporedu še eno parkirišče, ne, in pa parkiranje tudi za taksi službo, ne. Zdaj, drugi projekt je bil potrjen ta dokument podjetniškega inkubatorja. Zdaj, kar se tega dela tiče, ne, s tem mi pravzaprav zaključujemo potrditve in verifikacijo projekta iz dogovora za razvoj regije, ne. In sicer je stvar taka, da bom še nekaj ponovil, čeprav sem to že verjetno vam razlagal, ampak vseeno, ne, ker smo poslušali, da Bistrica nima nobenega projekta, ne, mislim. Zdaj, jaz ne vem, mogoče tisti, ki to razlagajo, ne, pač po Bistrici hodijo, ne, ampak dobro. Iz tega naslova mi prijavljamo 5 projektov, ne. Zdaj, ta mrežni inkubator je zadnji iz tega naslova, to so v bistvu na nek način bili pogoji taki, da mora biti mrežni, zato ga prijavljamo skupaj z občino Poljčane. Zdaj, celotna vrednost projekta je 2,5 milijona evrov, pri nas gre za 780 tisoč evrov iz tega naslova, ampak to je tisti del kvote, ki nam je še ostal iz celotnega nabora, ta kvota je pa približno 6,5 milijonov, ki ima občina na voljo, ne. Pol pa še enkrat, ne, gre potem za komunalno ureditev aglomeracije z 2000 enot, oziroma na 2000 enotami, ne. Ta projekt je celotna vrednost 4 milijone 400, približno toliko, ne. In iz evropskih sredstev bi naj mi za to pridobili 2,5 milijona evrov sredstev, ostalo je lastna udeležba. Potem gre za spet skupni projekt za demanganizacijo in deritizacijo globinskih vodnjakov, torej za oskrbo s pitno vodo. Ta projekt je torej skupen naš, Rače, Fram, Kidričev pa Makole, ne. To sem že razlagal, ampak vseeno, ne. Ta projekt je tež 2,2 milijona, tega pade na občino Slovenska Bistrica 700 tisoč evrov.
in je recimo malo bolj regionalni, ne, ker je pač več občin povezan, zdaj regije, pa tako nijamo, ne, se tudi to vemo vsi. No in potem je še pa kolesarska, steza oziroma tale končna povezava, ne, ki je tudi trajnostna mobilnost, približno spet 2,5 milijona, od tega 1,8 milijona, slabi 1,8 bi našel iz EUGNAR-a, in pa zeleno parkirišče, 1,5 milijona in torej je celotna vrednost projekta in pa 700 tisoč bi naj šlo iz evropskih sredstev. S tem, da lahko samo povem to, da so vsi ti naši projekti zdaj že potrjeni. Ne. Mi imamo to uvodno soglasje ali pa potrditev. Ampak zdaj seveda, recimo, no, zeleno parkirišče smo mi v zaključni fazi izvedbe. Ne. Zdaj, če bi že dobili pogodbo podpisano, bi verjetno lahko že rekli, da smo končali. Parkirišče oziroma kolesarsko povezavo lahko štartali včeraj, ne, kar se razpisa tiče, pa vseeno čakamo še. Ostali trije projekti pa tudi so dokumenti zelo daleč pripeljani. Gre pa za to, ne, ker so napovedani še neki novi, kaj jaz vem, usposabljanje, ne vem, kaj vse še bo, ne, in nove zahteve in ne želimo, da bi ne bi zaradi nekih administrativnih postopkov pač izgubili ta sredstva, ne, samo za to gre. Ne.